Gospa Čadonič Špelič, zakaj vi menite, da bi moral zaradi tragičnega dogodka v soboto odstopiti tudi predsednik vlade Robert Golob? Zato, ker je sam povedal v tem studiu, da žal zdaj bo potrebno začeti z rigoroznimi ukrepi. Beseda žal ne sodi na današnji dan v njegovo retoriko, ker s temi ukrepi bi moral začeti že na začetku mandata. In žal ni poslušal ljudi. In Nova Slovenija je bila samo glas ljudi iz jugovzhodne Slovenije, ki je jasno opozarjala na napake in ni samo opozarjala, prinašala je tudi rešitve. Vendar jih je koalicija vsako znova zavrnila. Pri tem pa so nas obtožili širjenja sovraštva in nestrpnosti. In s tem so obtožili tudi vse Dolence in Dolenke. In stopnjevalo se je do te mere, da si je žal moral zgoditi ta umor in ta smrt. Sama pa sem predsednika vlade dvakrat s poslanskimi vprašanji opozorila, da so razmere nevzdržne in da se bo nekaj hudega zgodilo. Zavrnil me je nazaj z nasmehom in rekel, naj pazim in naj ne širim sovraštva. Naj to zdaj pride povedati v Novo mesto. In upam, da bo jutri se najprej opravičil, potem pa predstavite svoje ukrepe. Kaj pravite na te očitke, da bi moral odstopiti tudi predsednik vlade? Ne, lejte, dejstvo je, da je ta dogodek globoko zarezal v srca slovenskega naroda, prebivalcev, bližnjih. In tudi sam sem globoko pretresen, razočaran in tudi kot oče dveh sinov si ne znam predstavljati, kaj se v takem trenutku zgodi, ko oče gre na pomoč svojemu otroku in pred njegovimi očmi umre. In na take dogodke se je treba odzvati odgovorno. Jaz sem se tudi sam resnično večkrat vprašal, ali se res mora priti do takega dogodka, da začnemo z ukrepi, ki so potrebni, nujni, vendar do zdaj ni bilo širšega družbenega konsenza. Dejstvo je, ne gledajte, ta kontekst nasilja, ki je prisoten v naši družbi, ni samo se zrcali v romski problematiki, ampak širše, po svetu, Evropi in žal tudi pri nas. Je vrh ledene gore in dejstvo je, da je kriminalna združba znotraj te romske problematike tako močno organizirana in ima, lahko rečem, tudi nek poslovni model, na katerega so zelo dobro pripravljeni in organizirani. In je potrebno z strogimi represivnimi ukrepi, ko pride do te situacije, ki je resna in odgovorna, poseči. In tu rabimo širši konsens. Glejte, zdaj, kakšen širši konsens? A boste šli Rome vprašati, če se strinjajo, da jih bomo kaznovali? Kakšen širši konsens? A boste šli vprašati jutri Novomeščane, kako se počutijo? Sami ste povedali, kako se počutite kot oče. V Novem mestu in okolici živi veliko staršev, ki so bili v nedeljo zjutraj pretreseni in so srečni, da so se njihovi otroci živi vrnili. Se pa ne vračajo zdravi, vračajo se tudi poškodovani. Pri nas je to problem, ki se je v zadnjih letih razširil do te mere, da smo vsi ustrahovani. In kakšen konsenz za to rabite? Vi rabite samo znanje in pogum. In vse to smo vam razlagali. Pa ne samo jaz kot opozicijska poslanka, ampak tudi 11 županov, sami ste bili župan, več kot 30.000 podpisov ljudi. In vi ste vse to ignorirali. Vaš predsednik vlade je gledal stran. Vaš predsednik vlade ni zahteval ukrepov od ministrov. Zdaj pa napoveduje rigorozne ukrepe, ki ne bojo rešili oziroma vrnili življenja našega Aleša. Ampak bomo videli, kakšni ti ukrepi bojo. A imate konsens tudi v koaliciji? Res je, da življenja tega gospoda ne bo vrnilo. Res je, da so bili tudi podani ukrepi. In res je, da je tudi vladajoča politika pripravila skozi različen sveženj predlogov reševanja romske problematike ukrepe, jih tudi dala, ukrepe tudi tiste, ki so jih župani
predlagali in implementirani v različne zakone. Tu jih imate, lahko si jih vse po vrsti No, preberete. kateri od teh ukrepov je Socialne tisti? politike, osnutek kazenske politike, To vpisa smo otrok, vse predlagali šolska mi v dogodka. Novi Sloveniji. Veste, gospod Slak, temeljno vprašanje tukaj je, ali bi vedenje tega fanta, ki je povzročil to tragično nesrečo, bilo kaj drugačne, kot je. Žal ne. Ali te ukrepi, ki so bili predlagani, ki so na različnih resorjih pripomogli k temu, da do tega dogodka ne bi prišlo? Verjetno žal ne. Zato govorim o širšem družbenem konsenzu, ki bo imel široko soglasje pri še strožji kaznovalni politiki, ki do zdaj ni bila predlagana z nobene strani. Razen iz naše. Gospod Černač, kaj vi zdaj pravite na to razpravo in zakaj menite, da bi moral Robert Golob odstopiti in da so rešitve predčasne volitve? Najprej tudi z tega mesta iskreno sožalje družini, svojcem, prijateljem pokojnega Novomeščana Aleša. Ta smrt se ne bi smela zgoditi in se tudi ne bi, kolikor Golobova vlada in koalicija 3 leta ne bi tiščali glave v pesek in zavračali vseh dobrih predlogov prebivalstva iz tega območja, županov, opozicije Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije. Predlagali smo vrsto ukrepov, bili so predlagani večkrat, vse je bilo zavrnjeno. Pred 2 letoma so župani prinesli v državni zbor paket zakonov s podporo preko 30 000 ljudi iz Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Vsi ti zakoni so bili strani vladajoče koalicije zavrnjeni. Torej, to je en del odgovornosti in zaradi tega, ker ni bilo storjeno v teh 3 letih nič, kljub temu, da je nasilje, kot ste pokazali v prispevku, naraščalo in eksponiralo, seveda nosi največjo odgovornost Golobova vlada oziroma predsednik vlade, ki bi moral spoznati, da ni naredil tistega, kar bi moral narediti v teh letih. Zaradi tega, gledajte, tudi v naslednjih par mesecih ne bo mogel storiti tistega, kar mu ni uspelo storiti in bi bila nekako njegova moralna odgovornost in razbremenitev njegove vesti, da bi v tej situaciji odstopil. Zdaj, drugi del problema. Samo lahko tukaj končamo, želel je gospod Arčon repliko. Boste imel, gremo vse bo lahko, gledajte, ampak je govoril tudi o tem kriminalu in tudi če bi bilo vse to sprejeto, je rekel, se ne bi, je velika verjetnost, da bi se ta dogodek zgodil. Ne drži, ker je vladajoča politika dajala neko potuho posamezni skupini, pod pritiskom neke tako imenovanih nevladnikov, ki so govorili o tem, kako so Romi ogrožena skupina in tako naprej. Glejte, kriminalci so kriminalci. Ali so del večinske populacije, ali so del etnične manjšine. Če gre za kriminalca in če gre za kriminal, mora pristati za zapahi. In ker te podpore politične ni bilo in ker tudi vodstvo policije ni dajalo ustrezne podpore policistom na terenu, se ni zgodilo tisto, kar bi se moralo zgoditi. Da ne govorimo o pasivnosti tožilstva in pravosodja. In tukaj je nastal ta problem, ki ga obstoječa vlada in obstoječa koalicija žal ne more odpraviti in razrešiti. Upajmo samo, da se v prihodnjih dneh ne bo zgodilo še kaj hujšega. Vi odkimavate, gospod Bakovič? Ja, gledajte, romska problematika ni do včeraj. Romska problematika je toliko stara, saj toliko stara, pa še več, kot je stara naša država. In res pa je, da se stopnjuje. Pomembno je pri tem uvedeti, da so se žal taki umori dogajali tudi v preteklosti. Če se spomnim samo umora, mislim, da na Barju ali na Igu, neke ženske, 2015 umor na bencinske servisu Kočevje, 2021 umor brezdomca v Grosuplju. Vse to kaže na to, da pravzaprav nobena politika do zdaj ni odigrala tistega dela, kar ji pritiče in kar bi pravzaprav morala. In zato verjamem, da je čas, meni je tudi iskreno žal, da je prišlo do te žrtve, izrekamo globoko sožalje svojcem in vsem žalujočim in je prišel čas, da dejansko pogledamo tudi skozi prizmo napak
tudi skozi prizmo pravosodja, policije in vseh drugih družbenih sistemov, kje se da še kaj narediti in seveda tudi preko prizme politike, da bo ugotovila, ali so kakšni zakonske rešitve na vidu, ki bi lahko pripomogli k temu. Sam lahko povem, da vsi ti zakonski predlogi, ki so jih 3-krat dali kolegi iz Nove Slovenije in tudi župani, sem sam podprl. Moram povedati, da tudi zahvaljujoč mojemu poznavanju romske problematike sem dobro seznanil tudi moje kolege poslance Socialnih demokratov, ki sedaj bolje razumejo to tematiko. To ni enostavno razumeti. Razumemo in najbolj tisti, ki tam živimo in vemo, kako se ta zadeva tudi odvija. Kar se tiče odstopa, glejte, hipotetično vzemimo, predsednik vlade odstopi, pride nov predsednik vlade. Vprašamo se, ali lahko v bodoče preprečimo še huda kazniva dejanja. Težko. Vedno se bo še dogajalo. Bo novi predsednik vlade odstopil in potem bo zopet se zgodilo. Ali bo še naslednji predsednik. Torej, kaj smo narobe delali v naši državi? Samo to. V naši državi smo narobe delali to, da nismo znali nevarnih oseb izločiti iz ulice in jih dati v tiste zavode, kjer je to potrebno in delati z njimi. Če bi predsednik vlade odstopil, bi potem novi predsednik vlade odstopil. To, kar pravi gospod Banković, bi držalo, vkolikor bi v zadnjih 3 letih Golobova vlada in koalicija sprejeli in podprli ukrepe, ki so bili predlagani tako strani županov, prebivalstva, s podpisi, kot sem povedal, Slovenske demokratske stranke Nove Slovenije, in vkolikor bi sprejeli ukrepe, ki bi onemogočali in preprečevali kriminalna dejanja na terenu, ne pa da so se v tem obdobju eksponentno povečevali. In primeri, ki jih povedal gospod Baković, niso enoznačni. Ne moramo nekega umora iz koristoljubja, kjer niso bili prisotni samo Romi, ampak je bil prisoten tudi nek gospod oziroma kriminalec iz Obale, takrat iz Izole, enač s tem, kar se je zgodilo v zadnjih 2 dneh. Tega ni mogoče enačiti. Problem je v tem, da Golobova vlada ni sprejela ničesar, da je tiščala glavo v pesek, sedaj, ko se je pa zgodilo najhujše, tisto, na kar smo opozarjali, da lahko pride do najhujšega, ne samo mi v opoziciji, pa so opozarjali predvsem župani, ki poznajo razmere na terenu. Zdaj, ko se je pa zgodilo najhujše, pa bi rad predsednik vlade svojo politično kožo rešil na ta način, da je odstopil ministrico in ministra. Glejte, ne gre. Jaz mislim, da mora prevzeti odgovornost in bi bilo prav, da jo prevzame, s tem nekako razbremeni to situacijo in omogoči, da čim prej pride do učinkovitih rešitev. Mimogrede, kaj učinkovitega pa se je zgodilo v zadnjih 2 dneh? A so polovili te kriminalce? Se ni šlo samo za eno osebo, oprostite. Tam gre za nekaj kriminalnih združb, gre za arzenale orožja v teh romskih naseljih, nič nezakonitega, tako streljnega kot hladnega, nič od tega se ni zgodilo. Kako naj se ljudje počutijo varne, če vidijo, da po tem tragičnem dogodku, da je ta oblast še vedno pasivna? In ko govori gospod Arčon o nekem konsenzu, jaz ne vidim, kakšen konsens je tukaj potreben. Oprostite, vi v koaliciji, če se ne morete zmeniti, je to vaš problem. Tukaj je konsens družbeni, kar se tiče opozicije Slovenske demokratske stranke Nove Slovenije, dosežen 100%. Potrebno je ljudi na terenu zaščititi, to vam govorimo 3 leta, vendar tega niste poslušali. Gre za konsens zaostrovanja kazenske politike, kot ga še ni bilo. Noben ukrep do zdaj ni šel v to smer. In še enkrat podarjam, vse ukrepe, ki ste jih predlagali, zagotovo ne bi preprečili, da tega dogodka ne bi prišlo. Kolegi iz Slovenske demokratske stranke so na nek način vrhunski manipulatori in vrhunski ljudje, ki znajo zavajati javnost. In nimajo niti kančka vesti, če ste zdaj pozorno poslušali gospoda Černača, za njega dogodek, ki se je zgodil leta 2021, ko je bil predsednik vlade Janez Janša in imeli so notranjega ministra in pravosodnega ministra, ne gre enačiti s tem dogodkom. Bil je državljan Republike Slovenije, domačin in nasilje nad njim so izvedli Romi. In tam niti enkrat nihče ni pomislil, da bi pozval ali pa prevzel toliko politične odgovornosti, da bi vsaj ponudili odstop. Dobro. Ta vlada se potem politični odgovornosti zagotovo razlikuje od bivše vlade, pretekle vlade. In predsednik vlade ne beži od odgovornosti, išče rešitve
išče ukrepe, bil je v Novem mestu, sejo vlade smo imeli v Novem mestu, kjer smo sprejeli tudi določene ukrepe. Božičnico ste takrat napovedali, namesto da bi določene sprejeli ukrepe. Gospa Vida, ne drži, vi dobro veste, da ne drži, da smo sprejeli ukrepe, to bodi si na področju socialne politike in tudi kaznovalne politike. To je tudi vaš župan potrdil in ostali župani potrdili. Predsednik vlade ne beži odgovornosti, bil je v Novem mestu, bil je za vikend in bil bo tudi jutri. Dobro. Glede, jaz sem samo povedal, da umora iz gostoljubja ni mogoče enači s tem, kar se je zgodilo iz petka na soboto s tem obojem. Vkolikor bi to, kar zdaj predlagate, da boste sprejeli pred 3 leti, takrat, ko smo vas opozarjali na eskalacijo nasilja, pa se verjetno ta dogodek res ne bi zgodil. In zaradi tega imate to smrt, oprostite, imate na svojih plečih, na svoji vesti in tega se ne morete razbremeniti. 3 leta ste tiščali glavo v pesek, zavračali predloge županov. Pred 2 tednoma, ne, pred 10 dnevi je bila sklicana 15. oktobra komisija za peticije, ki jo vodi naš poslanec Jože Tanko. Niti eden z vlade ni bil prisoten, niti eden od koalicijskih poslancev ni bil prisoten, niti eden. Sejo so obstruirali, županje in predstavniki lokalnih skupnosti so govorili o tem naraščajočem nasilju pred 10 dnevi sami sebi. Toliko o tej vaši odgovornosti. Žal ste tukaj, oprostite, zamočili. In upajmo samo, kot sem povedal, da se ne bo še kaj hudega zgodilo v prihodnjih dneh. Jaz pa mislim, da če Gospod Černač, vam moram naliti čistega vina. Na tem političnem parketu ste prisotni 30 letja. Dajte se prvo sami sebe vprašati, kaj ste v tem času naredili. Ko ste na oblasti, ne naredite nič. Ko ste v opoziciji, pa ste pojedli vse znanje tega sveta. V 35 letih je desnica vladala 7 let, levica pa 28 let. 20%, 80 pa levica. 80% je vladala levica, vi in vaši predhodniki, oprostite, s temi populističnimi floskulami prenehajte. To so dejstva. Ker se razbremeniti odgovornosti, oprostite, za tisto, česar niste naredili v zadnjih 3 letih, ne more. Tole prerekanje, kdo je, kako je, ne pride nikamor. Mislim, da sem tukaj kompetentna oseba. Policist sem bil od leta 1983 do 2014. V tem času sem se ves čas ukvarjal z Romi. In lahko povem, da vlade so se menjavale. Problematika je pa konstantno rasla. To pomeni, da nobena od vlad ni do sedaj zbrala takih ukrepov, ki bi lahko to na nek način zajezila. Seveda z trendom in te globalizacije prihajajo tudi vse bolj surove oblike nasilja, vse bolj surove oblike kaznivih dejanj. In jasno bomo morali najti odgovor. Ne zdi se mi normalno, da oseba v Kočevju izvrši dnevno 2-3 tatvine iz trgovin, nabrali si že 100 in kaj se zgodi? Nič. Zato, ker je to posamezno kaznivo dejanje, nima neke vrednosti in gre za bagatelno kaznivo dejanje. Poglejte, umor v Grosuplju leta 2021. A je normalno, da skoraj po 5 letih postopek še ni končan, da se storilci branijo s prostosti. Storilci umora se branijo s prostosti. Da odvetniki zavlačujejo, to je moje osebno mnenje, odvetniki zavlačujejo in ponovno predlagajo zaslišanje prič, ki so pričale pred 5 leti. Kako se bo ta priča še enkrat lahko odzvala in povedala isto kot pred 5 leti? In ker ne bo, ker je to človeško, da pozabljajo, bo neverodostojna priča. In gre za to, da pravzaprav ne iščemo več v postopkih resnice in pravice, pač pa iščemo samo napake. Jaz sem uvodoma povedal, da velik del odgovornosti nosi tukaj vodstvo policije, tožilstvo in sodišče, ampak izvršilna veja je tista, ki mora dajati ustrezne usmeritve vsem tem in ustrezno podporo pri pregonu teh kaznivih dejanj. V vašem večernem prispevku je ena gospa iz Novega mesta povedala, da so se pred 5 leti v Novem mestu počutili varne in se je spraševala, kaj se je zgodilo v zadnjih letih, da se več varne ne počutijo in zakaj nihče ničesar ne stori. Toliko o tem, kakšna je bila varnostna situacija pred 5 leti. Jaz mislim, da so vse institucije odpovedale. To se bomo šli naprej, ker še en dogodek, ki včeraj ni šel neopazno mimo, in sicer, da premijer Golob ob obisku Novega mesta ni prižgal svečke na mestu dogodka. Poglejmo, kaj je povedal na vprašanje, zakaj tega ni storil. Danes ste se pogovarjali z župani, zakaj niste stopili tudi med ljudi? Zakaj niste, recimo, prižgali svečke na prizorišču tragedije? Lejte, zato je bo vedno čas,
tisto, kar je moja naloga in ki jo lahko samo jaz opravim, je, da poskrbim, da bodo ministrstva koordinirano pripravila take ukrepe, ki bodo zamejile nasilno vedenje posameznikov. Kaj pravite na ta odgovor? Bi moral predsednik vlade po vašem mnenju včeraj prižgati svečko ali je za to še čas? Če bi imel predsednik vlade kanček vesti, bi se najprej opravičil Novomeščankam in Novomeščanom. Potem bi seveda prižgal tudi svečko. Potem bi ugotovil, da je enostavno zamočil. Institucije niso opravile svojega dela ob dejstvu, da se je varnostna situacija iz dneva v dan v jugovzhodni Sloveniji poslabševala. To niso povedali politiki, to so povedali ljudje, ki tam živijo. In ne se izgovarjati na prejšnje vlade. To, kar se dogaja zadnjih 3 do 5 let na jugovzhodu Slovenije, se do zdaj ni dogajalo. In politika je tista, ki se mora odzvati na potrebe ljudi. Ko smo mi na to opozarjali, so gledali stran. Včeraj je prišel ves zastražen v Novo mesto. Sprašujem se, koga se je bal? Nas Novomeščanov, ki smo jokali, se ni rabil bati. Romov se itak ne boji. Zdaj je poslal veliko policistov. Policisti hodijo po ulicah, ni jih pa v vaseh, tam, kjer ustrahujejo in kradejo in tepejo kmete. To je začasen ukrep. Ni še povedal enega sistemskega ukrepa. Glejte, gre za sistemski problem, kjer institucije niso opravile svojega dela. Kdo pa je odgovoren za delovanje institucij? Ja, vlada. Kdo pa je na vladi že 3 leta in pol? Golob. Torej, tudi vsi njegovi ministri, tudi Luka Mesec, ki je koordinator za reševanje romske problematike, ne premore toliko samokritike, da bi se ljudem opravičil in da bi odstopil. Enostavno Novomeščanke in Novomeščani ne moremo verjeti vladi, ki je 3 leta in pol ignorirala naše prošnje. Zato je res čas, da rečejo, da ne zmorejo, nočejo ali ne znajo in naj odidejo in pustijo tistim, ki to hočejo in tistim, ki se zavedajo, da so na oblasti zaradi ljudi, ne zaradi lastnih interesov. Gospod Arčon, kaj pravite na to, da bi moral tudi predsednik vlade že včeraj prižgati svečko? Moje razprave na čustvih ljudi, ker so v strahu, ker so pretreseni, da bi tu politično obračunaval, kaj je bilo prej, ali ne, sem samo dejstvo povedal, očitno vas je verjetno malček zabolelo, ker ste bili tudi prej na oblasti, pa ne glede na to. Ja, je v določeni meri zagotovo tudi kaznovalna politika in represivni organi mogoče zatajili. Zato moramo prav na tem področju pospešiti, dati večja pooblastila in spremeniti kaznovalno politiko. Ali ste to predlagali? Seveda smo. Kje pa? Ja, predlagali smo socialne absolutno. dodatke, pa ukrepe. Vi ne poznate naše vse zakonodaje. Mi smo uložili 2-krat in zdaj je uložen tudi zakon o spremembi kazenskega zakonika. Mi smo vas opozarjali, da ste vi policijo razgradili. Temu reče sicer vaš predsednik vlade, da jo je depolitiziral. Policija nima kompetentnega vodstva. Ne vem, kaj ste delali, ko ste videli, da sodstvo ne deluje. Kazniva dejanja je treba tudi javno obsoditi. Vaš predsednik vlade do včeraj tega ni zmogel. On je obsojal starša iz Šenterneja, ki je šel v šolo zaščititi svojega sina. On se je za njega sekiral, ne pa za vse ostale starše, katerih otroci so ustrahovani od romskih otrok. Vi ste postavili vse na glavo do včeraj. Zdaj je zadnji čas najprej, da se ljudem opravičite, potem pa pridete s temi konkretnimi ukrepi. Pa tudi direktorja policije zamenjajte. On ni na policiji od včeraj. On je bil že prej v policiji, pa je bil v.d. direktorja, pa je zdaj direktor. Zdaj je odredil
strokovni nadzor nad delom novomeške policije. A šele zdaj, kolikokrat je bil pa prej v Novem mestu? Torej, zamudili ste z vsem. Priznajte, da ste zamudili in povejte vsaj en konkretni ukrep. A bo jutri prišla vlada, vi ste podpredsednik vlade, v Novo mesto z konkretnimi ukrepi in ali bo imela konsens v koaliciji? A boste prišli jutri z konkretnimi ukrepi? Drugače Ampak je preden boljše, da dobimo, ne greste. preden dobimo odgovor, gospod Arčon. Je kar prevzela še vašo vlogo, gospa Vida. Bom jaz, ravno dobra iztočnica je bila to za tole naslednjo izjavo, preden dobite repliko, gospod Arčon. Poglejmo izjavo najprej poslanca Svobode Lenarta Žavbija in potem koordinatorja za romsko problematiko Luke Mesca. Mislim, da lahko samo složno, brez hujskaštva pridemo do rešitev, predvsem pa mislim, da morajo te rešitve, kot sem že prej omenil, biti predvsem na ravni palice, na ravni represije. Korenčkov je ta država dala že dovolj. Če bomo poskušali to doseči s palico, me skrbi, da prav daleč ne bomo prišli, ampak bomo samo še povečali prepad med večinsko skupnostjo in romsko populacijo. Kje ste zdaj vi, gospod Arčon, na strani gospoda Mesca ali na strani vašega predsednika vlade in poslanca Žavbija? Ma ni v tem trenutku, kje sem jaz in kakšno je moje stališče. V bistvu je... Ne, ker zdaj imamo dva koncepta, ne, vaš predsednik vlade, zdaj pustimo obtoževanje, kaj je bilo, pa kdo je za kaj odgovoren. Zdaj gledamo v prihodnost, ne? In vaš predsednik vlade je napovedal represivne ukrepe. Je tako? Je tako. Poslanec Žavbi ga je pri tem podprl in je figurativno uporabil še izraz konec je s korenčki, čast je za palico. Luka Mesec mu je na to palico odgovoril, ki pa je koordinator za reševanje romske problematike. Niste vi koordinator za reševanje romske problematike, se pravi, je on koordinator, on koordinira, on odloča in tako naprej, pa pravi, s palico ne bomo prišli daleč. A je zdaj koalicija enotna, da so potrebni bolj represivni ukrepi ali ne, glede na to, da Luka Mesec pravi, da s palico ne bomo prišli daleč? V prvi vrsti mislim, da je tu potrebno dovolj politične zrelosti in odgovornosti na vseh straneh, da resnično se ne gremo več obtoževanja nazaj, naprej, ampak da iščemo skupno rešitev, ki bo zagotovila varnost ljudi na splošno, predvsem pa tam, ki je v tem trenutku najbolj kritično. To je odgovornost celotnega političnega prostora in da ne bežimo tega. Drugič, dejstvo je, da je ta dogodek pripeljal do tega, da je potrebno v tem trenutku iti z določenimi ukrepi še globje, kar do zdaj dejansko še ni bilo. Dobro je bilo povedano, nekdo, ki je naredil neko dejanje prvič, drugič, tretjič, četrtič, bo naredil še petič, šestič in sedmič. To je sistem do zdaj dovoljeval. Zato je predsednik vlade napovedal korenite spremembe na področju kaznovalne politike, več pristojnosti represivnim organom, ki bo zajemala celotno družbo, ne samo romske. Boste vi recimo, gospod Černač, gospa Čadonič Špelič, ko bo vlada jutri prišla in če bo prišla s takimi predlogi, kaj, boste vi te vladne predloge podprli ali boste rekli, ne, sej mi smo vložili svoje in mi bomo podpirali svoje? Dajte, to sploh ni vprašanje za Slovensko demokratsko stranko ali pa opozicijo. Namravno, da bomo podprli, saj smo jih predlagali večkrat. To je vprašanje za koalicijo. Saj vidite, da se med sabo ne morejo zmeniti in to je problem. Konsenza ni v koaliciji, zaradi tega se je ta dogodek zgodil. Vkolikor bi vi to, kar boste zdaj predlagali jutri, sprejeli pred 2 letoma, takrat, ko so to predlagali župani, očitno vi niti ne poznate, kaj so predlagali in ne poznate teh predlogov, ki so bili danes vloženi strani Nove Slovenije in smo jih v Slovenski demokratski stranki tudi podprli. Vkolikor bi bilo to pred 2 leti sprejeto, vkolikor bi bila koalicija enotna glede korenčka in palice, kot vidimo še danes niste, potem se ta dogodek gotovo ne bi zgodil. Zaradi tega še enkrat, edina rešitev iz te situacije je odstop predsednika vlade, predčasne volitve. Kar se tiče palice, moram povedati nekaj. Palica
v naši družbi je vedno tako, za ene ja, za druge ne. Če se spomnite, kako smo na zadnje z lahkoto glasovali in zaostrili kaznovalno politiko pri razvrščanju avtocestah v prometni nesreči. Vsi so rekli, ni nobenega problema, dajmo kazni zvišati, ker se bojo ljudje navadili reda. V teh primerih pa ne bomo smeli pojačati represijo, ker ugotavljamo, da do zdaj tudi mehki ukrepi niso prinesli želenega učinka. In jaz se tukaj popolnoma strinjam, ja, potrebno je zaostriti represijo na tem področju, potrebno je policiji omogočiti, da svoje delo opravlja dobro, ker nima toliko orodja, kot bi ga morali imeti. Zanimivo pa se zakonodaja ni kaj dosti spremenila. Poglejte primer hišne preiskave. Zakon o kazenskem postopku je tukaj že dolgo časa enak. Potrebuje utemeljene razloge za sum. Praksa se je pa spremenila. Generirali so jo odvetniki z raznimi postopkovnimi manevri in zgodilo se je to, da se je potem praksa spremenila v to smer, da zahtevajo čedalje večje standarde in policisti čedalje teže dobivajo odredbe za osebno preiskavo, za hišno preiskavo, težko opravljajo varnostne preglede in seveda to je osnovno orodje, ki bi ga policija morala imeti. Gospod Bakovič, pa ga nima. Ampak samo malo, gospod Bakovič, še eno podvprašanje. Vi ste dejali, podpiramo tukaj predsednika vlade, nima smisla, da odstopi, ampak me vseeno zanima. Kakšno pa je vaše mnenje glede ministra Mesca? Zaradi tragičnega dogodka je odšla vaša ministrica, a se strinjate vi z vašo poslansko kolegico Mojco Pašek, da Mesec deli odgovornost odstopljenih ministrov in da je hinavsko sprenevedanje neprevzemanje odgovornosti, ker Mesec pravi, da ne bo odstopil? Jaz bom rekel tako. Ne, samo povejte mi, a se strinjate z Mojco Pašek ali ne? V tem delu, da ne prevzema odgovornosti, se seveda strinjam, kajti dva ministra, notranji in naša pravosodna, je prevzela odgovornost. Seveda je stvar vsakega posameznika, ali bo prevzel odgovornost ali ne. Pa vi osebno menite, da bi moral odstopiti Mesec v tem primeru tudi? Sam bi jo. Glede na to, da sta odstopila oba in glede na to, da je tudi on nosilec določenih nalog, menim, da bi tudi on moral odstopiti. Gospod, kdo je? To je njegova nekako dolžnost. Ampak ne vem, kako je on razume. Gospod Arčon, se strinjate z gospodom Bakovičem, da bi moral tudi minister Mesec prevzeti odgovornost in odstopiti? Ne. Ne mislim se spuščati v neko moralo posameznika. Dejstvo je, da on ima resor, ki pokriva, bomo rekel, socialno politiko. In na tem področju je ta vlada tudi na predlog županov kar nekaj ukrepov sprejela, nekaj jih je v proceduri, za nekaj smo sprejeli tudi izhodišča. Mi govorimo danes Ampak, a vas jaz, gospod Arčon, a vas jaz samo nekaj vprašam, ne, gre tudi za prevzemanje politične odgovornosti, ki jo je vaš minister Poklukar prevzel, je tako? On ni ponudil odstopa kot gospa Katič, ampak on je odstopil, če sem jaz pravilno informiran, se pravi prevzel svojo odgovornost. Koordinira vprašanje romske problematike pa minister Luka Mesec, ki pravi, ne bom odstopil, še vedno je na položaju in gre v kontro vašemu predsedniku vlade, ki pravi, napovedali bomo represivne ukrepe, on pa pravi s palico in odgovarja vašemu poslancu iz Gibanja Svobode, ne bomo prišli daleč. Glejte, to je njegovo osebno mnenje. Kaj na koncu bo koalicija sprejela? In vam je vseeno, če je vaš minister prevzel odgovornost za njega, se opravičujem, ste me napačno razumeli. Jaz ne govorim o politični odgovornosti in o odstopu, jaz govorim o mnenju o kaznovalni politiki, ki je bila diametralno nasprotna od tega. Kaj bo vlada sprejela? Ukrepe bo že jutri del ukrepov predstavil predsednik vlade v Novem mestu. Kaj pa menite glede odstopa? Delite mnenje gospoda Bakoviča, da bi moral tudi gospod Mesec prevzeti odgovornost? Jaz verjamem, da vam je težko to odgovoriti, ker je vaš koalicijski partner. Ampak, a veste, minister SD je prevzel odgovornost. Minister Svobode je prevzel odgovornost, minister Levice je še kar na položaju, ki je koordinator za romsko problematiko in recimo danes smo ga povabili v studio, pa recimo ni prišel. To je res moralna odgovornost vsakega posameznika. Kdo vodi to vlado? In ne moram se spuščati, ker mi danes tu pretežno govorimo o zaostrovanju kazenske politike, o organiziranem kriminalu. Ker mi na socialni politiki smo kot država v preteklih letih in desetletjih in tudi zdaj ta vlada veliko naredili. Če vas prav razumem, pa mi samo pojasnite. Kar se tiče odvzema finančnih sredstev posameznikom, ki jih dobivajo iz socialne pomoči,
ko naredijo prekrške, so tudi v tej koaliciji različna. Ampak iz Novomeškega centra so naslovili pismo na predsednika vlade, da to ne deluje, minister pa je pristojen za to mesec. A sploh se zavedamo, s kom imamo opravka? Če kdo misli, da ko bomo vzeli socialne prispevke ljudem, ki se ukvarjajo z orožjem in drogo, da bomo problem rešili, daleč od tega. Zagotovo sem pa en od tistih, moram priznati, da bi to naredil. Kaj bomo v bodoče naredili, se bo vlada odločila in želim si čim širšega konsenza. Ne glede na to, kdo ima v tej vladi ločeno mnenje od tega, ne gre samo za odtegovanje socialnih transferjev, gre tudi za ugotavljanje premoženja, gre za obratno dokazno vrednost. Tukaj bomo morali deliti in preskok in ugotoviti, ali torej, če ugotavljamo, da nekdo na socialnih transferih uporablja nesorazmerno pritekline, recimo vozila vredna 40 000 evrov in tako naprej, potem tukaj bomo morali nekaj narediti, da bo nekdo mogel dokazati, kako je do tega prišel. Če bo dokazal, bo moral plačati tudi davek. Če pa ne bo dokazal, pa zadeva jasna, kako je do tega prišel. In tukaj mi nismo do sedaj naredili nič in bo potrebno na tem področju narediti marsikaj. Ne, vas moram popraviti, ker to je prav vaša kolegica Andreja Katič, ki je žal odstopila, predstavlja v Novem mestu ukrepe prav na tem področju, ki govori. Do sedaj ni bilo res narejeno, zdaj gremo pa v smeri tudi tega, da ob kaznivem dejanju se bo pregledovalo izvor premoženja. In to je eno od ukrepov. In prav ta ukrep smo ga sprejeli v Novem mestu. Ampak, če vas jaz prav razumem, gospod Černač, a sem jaz prav razumel, se pravi, in gospod Čadonič Špelič, vi boste podprli predloge vlade, za katere predsednik vlade napoveduje, da bodo bolj represivni in da konsenz v opoziciji za to je, če vas prav razumem. Če se bodo uspeli gospodje v vladi dogovoriti med sabo, potem ja, ampak kot vidite, se ne morejo dogovoriti niti med sabo, ne z Levico, ne s socialnimi demokrati, zadnja 3 leta se očitno niso uspeli glede tega poenotiti. Tako da tisto, kar zdaj predlaga predsednik vlade, gospod Golob, je izključno s ciljem reševanja njegove politične kože in popolnoma nič drugega. On je odgovoren za to, da ukrepi, ki so bili predlagani večkrat strani županov, lokalnih skupnosti, opozicije, niso bili sprejeti v zadnjih 2 letih. In zaradi tega je edina pametna rešitev v tej situaciji, če želimo, da se bo na tem področju kaj uredilo, odstop predsednika vlade in volitve. Ko bomo vedeli, kdo vodi to vlado, ali Golob ali Mesec, bomo tudi vedeli, kakšni bojo ti ukrepi. Mi bomo absolutno podprli vse tiste ukrepe, ki bojo ljudem zagotovili večjo varnost. In jaz mislim, da je ta palica, o kateri je minister Luka Mesec govoril, zdaj udarila po njegovi riti in čas je, da tudi on prevzame odgovornost. Povejte mi za konec, mislite, da se boste dogovorili v koaliciji in predlagali te ukrepe usklajeno in bodo ti, kot je dejal predsednik vlade, radikalni oziroma bolj odločni? Glejte, koalicija ima lahko na različnih področjih tudi različna mnenja. Bistveno je, kaj bomo na koncu kot vlada in koalicija sprejeli, ne glede na, če bo imel kdo ločeno mnenje. Želim si, da ne, ker je situacija v tem trenutku pripeljala do tega, da je to v tem trenutku nujno potrebno. Vsi ukrepi, ki so bili predlagani, sprejeti, že grejo stvari na dolgi rok. Se pravi, reševanje določene problematike, ki se ne pokaže iz leto, 2, 3, ampak gre za desetletja. Te ukrepe pa je dejansko v kali treba v tem trenutku, glede na to, kakšna je varnostna situacija v tej državi, nujno sprejeti. V Novem mestu je moral umreti človek, da ste vi spregledali. Še 3 mesece je umrl pred 3 leti, pred tolkim leti, da povod je bil za to, da se gre še za tega, ker ali vi mislite, da je bila do zdaj dejansko širši konsens, da gre politika strogo represivno v ukrepih? Širši konsens. Država mora biti učinkovita in mora zaščititi svoje ljudi. Glejte, gospod, še junija letos je v odgovoru na poslansko vprašanje kolegice Čadonič Špelič, predsednik vlade, vaš predsednik vlade, par mesecev nazaj odgovoril, da je varnostna situacija na Dolenjskem odlična. Dobro. Še replika, gospod Arčon. Pa končamo. Zdaj to, bom rekel, metanje besed ven, kdo je kaj rekel, je v bistvu brezpredmetno. Bistvo je, ali smo
tem trenutku res, glede na situacijo, katero se vsi zavedamo, dovolj resni in odgovorni, da gremo v določene ukrepe, ki bodo zagotovili varnost državljank in državljanov, predvsem na kritičnih območjih. In zavedati se moramo, da je situacija glede na to, s kom imamo pravka, resnično kritična in resna. Najlepša hvala vsem, da ste bili naši gosti. Hvala.